gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gost v današnji oddaji Aktualno je Tomaž Glažar, novi direktor Zdravstvenega doma Idrija, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav. Kdo je pravzaprav Tomaž Glažar? Piše mi tukaj na tem listu, da ste po poklicu ekonomist, ste bili direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko na Ministrstvu za zdravje, predsednik sveta v UKC Ljubljana, pa tudi direktor Zdravstvenega doma Vrhnika, ki je najbrž po obsegu oziroma dejavnosti sami najbolj podoben našemu idrijskemu. Res je. Zelo podoben. Kaj vas je prineslo v naše kraje? Tretji razpis za direktorja, če sem čisto pošten. Dejansko pravzaprav, ko sem jaz stopil v ta svet zdravstva, v Zdravstvenem domu Vrhnika, bom rekel, me je ta svet zastrupil, čisto po domač povedan. In ko sem pač končal delo v Ministrstvu za zdravje, sem tudi sodeloval še zmeraj v zdravstvu, ker sem pomagal nekaterim bolnicam pri sanacijskih programih. Potem pa zdaj eno leto nič, ne, pravzaprav. In rečem temu lahko, da mu to že me je privabilo nazaj. Poslovni rezultati. Morali ste oddati zaključna poročila v koncu prejšnjega meseca. V kakšni finančni zdravstveni kondiciji je zdravstveni dom? Ja, zdaj, če gledamo iz vidika poslovnega rezultata, je bilo tudi leto 2020 žal negativno. Sicer ne pretirano, ne tako kot prejšnji 2 leti. Glavni razlog za to je zanesljivo to, da je pač v teh COVID časih imel zdravstveni dom določene dodatne predvsem materialne stroške, ki so bili v prvem polletju, se pravi v spomladanskem delu epidemije, v celoti pokriti, v jesenskem pa ne. Nekaj se je sicer obljubljalo, da bo, vendar mi tega ne moramo dati v poslovne knjige, dokler zanesljivo ne vemo. Tako da negativno poslovanje v lanskem letu je pretežno nastalo zaradi covida. Je pa res tudi to, da smo zdaj pač po energetski sanaciji s to pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu obvezani nek delež plačevati vsako leto. In moram reči, jaz sem te številke malo preveril zdaj, v tem kratkem času, kakor sem imel. Po prvem vtisu dejansko smo nekako finančno, ne pa ekološko, ampak finančno pa na slabšem, kot je bilo pa prej. Ja, v letu 2018 je imel zdravstveni dom 118 tisoč evrov izgube, v letu 2019 114 tisoč. Koliko torej lansko leto? Lansko leto mislim, da je zdaj na koncu prišlo 47 tisoč. Pravzaprav gre na bolje. Na bolje, dosti bolje. Če bi bilo normalno poslovanje, bi bil pozitiven rezultat, zanesljivo. Zdaj bomo videli, da bomo v letošnjem letu uspeli kaj za nazaj dobiti ali ne, ampak novo proračunsko obdobje in z dvomom, da bomo kaj za nazaj uspeli teh materialnih stroškov, vezanih predvsem na zaščito in tako naprej osebja. Dodatni stroški so z osebjem na triaži v zdravstvenem domu in to je pač na breme zdravstvenega doma šlo. Bruto promet ostaja na višini okoli 6 milijonov evrov. Ja, malo manj je bilo, v letošnjem letu se pričakuje ravno tak obseg, ker naj bi nekako bili financiran približno tako kot v lanskem letu. To je zdaj že novi minister nam v petek napovedal, kar je boljše, kot so pa prvotne napovedi, po katerih ne bi bili tako financiran kot v letu 2019. Točno pred enim letom je nastopila ta COVID, kriza. V prvem koraku se je zdravstveni dom zaprl, oziroma tudi zdravstveni delavci niso prav natančno vedeli, kako ukrepati pravzaprav. Ja, se veste, ta kriza nas je vse presenetila. Jasno tudi zdravstvo in zdravstvene delavce. Jaz moram pohvaliti to, kar sem do zdaj videl, da se je dejansko zdravstveni dom zelo hitro in tudi zelo dobro odzval in organiziral. Tako da je, kar se tega tiče, moram reči, kar v dobri kondiciji. Medtem, ko pa seveda za neke dejavnosti, ki so bile prej normalne, recimo to je zdaj predvsem, ko govorimo o preventivnih dejavnostih, se je pa pravzaprav svet ustavil. Z vidika pacientov je to slabo, mi bomo to občutili sigurno v naslednjih letih. Tako pri kroničnih bolnikih,
ni šlo na bolje, ampak je šlo kvečem na slabše, kot ker referenčne ambulante recimo ne delujejo. Ne. Kot tudi pri tistih, ki imajo neko tvegan življenjski stil, pa jim nismo v tem času mogli recimo nič pomagati. To zanesljivo. COVID se ne bo končal zdaj samo, recimo, ko vsi govorijo, do poletja ne bi bili dovolj precepljeni, z tem, da bomo epidemijo ustavili, ampak bojo te stranske posledice, zdravstveni sistem bo to občutil še dolga leta. Ja, Center za krepitev zdravja trenutno ne dela, ne? Ampak zaposleni ste najbrž prerazporedili. Vsi zaposleni so polno aktivni pravzaprav na dejavnostih povezanih s COVID-om. Tako da seveda ne morejo več čisto upravljati vsega, kar je pač sicer bilo. Jaz upam, da bo to zdaj, da bo cel mehanizem začel funkcionirati zelo v kratkem, predvsem, ko govorimo zdaj referenčne ambulante, to je tudi seveda povezano potem z Centrom za krepitev zdravja in tako naprej. Testiranje občanov poteka normalno in tudi cepljenje najbrž. Tako. Mi zdaj nimam sicer zadnjih podatkov, ampak kar se cepljenja tiče, smo Idrijčani recimo med bolj uspešnimi, ker smo tudi res dobro organizirani, praktično vse, kar dobimo, cepiv, se pravi pocepimo, zdaj bojo prišli na vrsto tudi učitelji in pa vzgojitelji v vrtcih. Pričakujemo, tukaj je tudi treba vedeti, da je tudi sama, zavest Idrijčanov je zelo visoka, kar se tega tiče. Jaz osebno menim, pa nočem nobenega podučevati, da je pač cepljenje v tem primeru, ne glede na govorice, nujno potrebno. Ker drugače se nam bo življenje ustavilo. No, tukaj je ta zavest zelo visoka, to moram pohvaliti občane tako Idrije kot pa tudi Cerknega. Imate pa tudi nekaj primerov teh lažnih rezultatov, ne? Ja, problem je kvaliteta testov, to, ko pa govorimo o testih. Ja. Zdaj, cepljenje pač tam ni lažnega, ampak tudi testiranje je kar veliko. Zdaj v zadnjem času, pravzaprav, ko smo sami nabavili te testerje, so se te napake bistveno zmanjšale, medtem ko smo pa imeli dobavo, to, kar je država dobavljala, tam je bilo pa kar precej primerov pozitivnih testov, ki so bili v bistvu lažni, ki so potem kasneje potrdili, da niso pozitivni. Tako da zaenkrat smo situacijo, bi rekel, s temi testerji izboljšali, ko bo pa spet država zaključila svoj razpis, pa če bojo kaj boljši testerji, upamo, da bo manj napak. Nujna medicinska pomoč deluje tudi v času krize neprekinjeno, ne? Neprekinjeno deluje, tudi v dobri kondiciji, to sem preveril. Nujnih prevozov z reševalnimi vozili ste imeli okrog 422, 440, so pa helikopterski prevozi zelo pomembni, ne? Ja, poglejte, če pogledamo Idrijo in Cerkno, sta pravzaprav zelo umaknjena od ko govorimo o cestnih povezavah, od ali kliničnega centra ali pa recimo bolnišnice Gorica. In tukaj so v nekaterih primerih pač nujni seveda helikopterski prevozi. To se tudi odraža. Zato jaz upam tudi, da ko se bo razmišljalo o teh satelitskih urgentnih centrih, da bo Idrija med tistimi, ki bo en tak center dobila. Nekje sem zasledil, da poskusno že deluje ta nova dispečerska mreža, drži to? Dispečerska mreža že nekaj časa deluje poskusno. Eno je dispečerska mreža, drugo so pa urgentni centri. Dispečerska mreža bo poskrbela, da se bo paciente oziroma bolnike čim prej pripeljali do ali ustreznih zdravstvenih institucij. Urgentni centri so pa zdaj v glavnem v bolnišnicah, ne v glavnem, v celoti v bolnišnicah, se je pa z načrti predvidevali, da bi pa tako imenovani satelitske urgentne centre postavljali v teh sivih lisah, kjer je ravno ta dostop do urgentnih centrov otežen zaradi prometnih povezav. Čeprav število ambulantnih pregledov v ekipi nujne medicinske pomoči se je v zadnjem letu pa nekoliko znižalo, ne? Najbrž na račun tega, da se dejavnosti zmanjšujejo, ne? V bistvu, če tako pogledamo za počes, so se znižale vse dejavnosti, razen zaradi COVID-a. Tudi obiskov je pri družinskih zdravnikih nekoliko manj, pri pediatrih, ginekologih in tako naprej. Zobozdravnikih seveda.
ravno zaradi tega, ker pač ljudje se želijo izogibati. Ne? Zdaj, med tistimi, ki pridejo v zdravstveni dom, je seveda določen procent takih, ki ne bi bilo treba priti, ampak jaz pravim, bolj, da kakšnega več pogledamo, kot pa kakšnega zgrešimo. Je to kljub samo boljš. Tako da te, ki jim ni treba priti, tudi niso prihajali. Pa še marsikdo, žal pa marsikdo, ki bi pa mogel priti, pa tudi ni prišel. To bojo tudi posledice, ki jih bomo pač čutili po tej epidemiji. V zdravstvenem domu imate okrog 110 zaposlenih, od tega je 22 zdravnikov, pa še manjka, bi rekel, strokovnega kadra. Ne? Poglejte, tokrat ne samo v zadnjem času, ne samo zdravnikov, manjka tudi medicinskih sester. Mi imamo sicer skozi objavljene razpise, ampak recimo za območje, ki ga pokrivamo, pa za število prebivalcev, bi mi mogli recimo povečati najmanj za eno ambulanto družinske medicine. To se pravi en dodaten zdravnik. Tle je kljub vsemu velika sreča, to moram pohvaliti moje predhodnike, pa tiste, ki so tudi bili glavni mentori v zdravstvenem domu, predvsem so bili v glavnem na Cerknem, da smo skozi specializante pravzaprav imamo nek dotok kadra, ki prihaja. Ker zdaj tle imamo kar bi rekel, eno tako zanimivo razmerje, bolj polarizirano. Na eni strani so malo starejši, na drugi strani so pa zelo mladi, recimo zdravniki. Teh srednjih, dobro, je relativno malo, ker bi jih mogli biti sicer največ. Kar je v redu, se pravi, da mladi od zadaj prihajajo. In to je zelo pomembno, da se starejši, ki se upokojujejo, lahko normalno nadomestijo. V tem trenutku so nekateri nenadomestljivi in pač delajo tudi po podjemnih pogodbah, zato da program lahko naredimo. To je hud problem. Ravno tako je pa problem tudi z medicinskimi sestrami. Če sva prej začela kot istočnico z Vrhnikov, ko sem bil jaz na Vrhniki, se nam je tudi po 70 medicinskih sester javili na razpis. Danes jih je, če jih dobiš na razpis 10, si vas srečen. Ljudi sploh ne zanima delati v takih okoljih. Ja, zdaj to, da jih ne zanima delati, ne bi rekel. Problem je v tem, da dejansko s tem poenotenjem plačnega sistema so, jaz mislim, da kar vsi zdravstveni delavci bili malo prikrajšani. Tle treba upoštevati določene specifike, kar se tiče dela. Delo je po eni strani tako fizično kot tudi psihično zelo naporno, tle imate ves dan opravka z ljudmi, ki so tako ali drugače zdravstveno, bi rekel, prizadeti in seveda to ni enostavno za posameznika pacienta, in seveda se to pol odraža tudi v odnosu do drugih, tudi v tem primeru zdravnikov ali pa medicinskih sester. In največji problem je seveda, veste, če vi dobite isto plačo, ste natakar ali medicinska sestra, pa tam dobite še žepnino, če ste natakar, se vemo, kje je problem. Tle je bilo v preteklosti, napake so bile narejene, jaz upam, da se bo počasi to stabiliziralo pa izboljšalo. Težko kaj naredite čez noč, ne? Čez noč. Podobno je za zdravniki. Recimo primer, primarnem zdravstvu so recimo temelj primarnega zdravstva sigurno družinski zdravniki. Nekaj let zapored je bilo bistveno več razpisov za specializacije, kot pa se jih je zdravnikov prijavilo. In nam bo, ker je zgleda tudi odnos v medicinski stroki do zdravnikov družinske medicine nekako, rekel, zadržan, bom rekel. V resnici so pa oni pravzaprav temelj tega zdravstvenega sistema. Ker če nam družinska medicina ali pa če nam osnovno zdravstvo pade, potem se bo zdravstveni sistem lahko tudi nekajkrat podražil. To je treba vedeti. In sicer se je nekaj izboljšalo za mlade zdravnike v zadnjih letih, tudi finančno, ampak jaz mislim, da tukaj še zmeram ko govorimo, niso samo finance, je tudi, bi rekel, nekako vsak želi biti kirurg mogoče, ali pa anesteziolog in podobne zadeve, očitno pa, čeprav je delo tukaj tudi zanimivo, družinski zdravniki pa jih je skozi bolj redki so, žal. Ja. Na področju pediatrije vrsto let huda kadrovska stiska, ne? No, pediatrija je pa poseben problem, slovenski problem, ne samo idrijski. Namreč
pediatri, ko specializirajo, se lahko zaposlijo v bolnišnici ali v zdravstvenem domu. In zdaj, pogosto, če ti nimaš specializanta, se zgodi, da enostavno, ker krožijo, predvsem recimo iz tega področja, krožijo v ljubljanskem UKC-ju, v pediatrični kliniki, in večina se jih odloči, da tam ostane. Mi vemo, da recimo zanesljivo je po bolnišnicah, kljub vsemu, če govorimo za klinični center, bi lahko tudi kakšen pediater bil na primarju. Nimamo mi takih problemov, recimo, je to hud problem, za nas, ker je dostopnost tukaj lahko problematična. Samo jaz poznam recimo primer na Koroškem, kjer pa sploh v zdravstvenih domovih niso mogli vzpostaviti ambulant družinske pediatrije in je potem bolnišnica Slovenj Gradec prevzela pediatrijo za osnovno zdravstvo. To je, poleg tega, da v preteklosti, veste, včasih smo imeli predšolske otroke, šolsko, so bili tudi zdravniki tako razporejeni, šolski in potem splošni zdravniki. Potem se je v nekem obdobju združili do polnoletnosti šolske pa predšolske v pediatrijo, in se šele naknadno ugotovili, seveda, ker pediatri so prej za mlajše skrbeli, šolske so pač ni bilo treba, da si bil čist pediater. Tudi te sistemske spremembe so pripeljale do te situacije, ki je v tem trenutku. Jaz upam, da mi bomo kljub tej težki situaciji poskušali vse, da zagotovimo ustrezen kader. Sedaj ga dobivate po pogodbah, ne? Delno po pogodbah, delno, mislim, tam, kjer so tudi specializanti, so pomemben, pomembna pomoč, ampak cilj je pa siguren, da se redno zaposlijo ljudje, da pridejo sem. Jaz tle računam predvsem tiste domačine, ki so se za ta poklic odločili, da se vrnejo, ne da ostanejo v Ljubljani. Ja, težave so tudi na področju ginekologije. Ja. In medicina dela, to je tudi velik problem. Sigurno medicina dela pa en največjih problemov. Za ta bazen, ki je industrijsko zelo razvit, gospodarsko zelo razvit, veliko podjetij, veliko delovne sile, se ogromno delovne sile uvozi, ni migracija samo zjutraj v Ljubljano ali pa te večje centre, ampak je tudi nasproti. In stanje, kakršno je na medicini dela, prometa in športa, je tukaj nevzdržno. In to sem jaz tudi obljubil ob mojem kandidiranju, da bom v svoje sile nekako usmeril v to, da postavimo ustrezno število, bom rekel, minimalno 2 ambulant, ki pa ne bi delali samo izključno pregledov, ker medicina dela je dosti več. In zdaj imamo eno veliko šanso, zdaj s 15. bo začela delati, pravzaprav je s 4. marcem končala specializacijo, dr. Nina Pišler, in bo, zaenkrat smo zmenjeni, da bo začela pri nas tudi svojo ambulanto. In to je velika pridobitev za nas v Idriji. Gre to za javni program, za zasebni program, je to lahko priložnost za posel? Medicina dela, prometa in športa je sicer javna služba, vendar je tržno organizirana v celoti. Tudi specializacije oziroma država ne plačuje in to specializantko smo mi plačevali, bi rekel, iz lastnih sredstev. To je pač tako v našem sistemu narejeno, zato je toliko težje dobiti tudi kader. Pogoje dela imate sedaj v redu, urejena, hiša je na novo oblečena, toplotno izolirana? Pogoji dela so zelo dobri, bom rekel, za razmere, ki jih jaz poznam. Seveda pa se da marsikaj še izboljšati, to vsekakor. Ne glede na to, da je hiša na novo oblečena, je kljub vsemu zaradi porasta potreb. Na eni strani smo ravno kar govorila o medicini dela, prometa in športa, na drugi strani zanesljivo skoraj bi mogli potrebovati še dodaten program za družinsko medicino. Določene še druge želje so, ki so čisto upravičene, niso samo želje za te kraje, kar se tiče tudi določene specialistike, bo potrebno razmisliti o tem in zato bomo seveda gledamo na to, da bi dejansko se tudi prostorsko uspeli kaj širiti. To najbrž razmišljate o starem zdravstvenem domu? Tako. To, ko je občina že investirala v en del, tako da
Za fizioterapijo bomo imeli že kar urejeno prepotrebne prostore, pa da bomo v tem kontekstu rešili tudi problem. Drugi problemi, taki prostorski, kjer se še mogoče stiskajo malo, recimo patronažne sestre imajo relativno res slabe pogoje, kar se tiče tistega kvadratnega metra, dobrega, dveh, se so res, da so na terenu, ampak je ogromno dela, tudi treba pač administracije pripraviti tega izvesti v zdravstvenem domu. Tako da tukaj že, in potem pa za naprej, pa ker ob mojem prihajanju in zaslišanjih in tako naprej sem zaznal kar veliko želja, sem že svetu zavoda, ravno tako tudi obema občinskima svetoma obljubil, da bomo poskušali letos sprejeti strategijo v enem letu zdravstvenega doma, zato da se te želje pravilno kvalificirajo, da res se usmerimo v tisto, kar Idrija in Cerkno potrebujeta, v prvi fazi in da se potem zagotovijo tudi te ustrezne kapacitete prostorske. Sedaj v Cerknem je problem s prostorom. Stara zdravstvena postaja je dotrajana, razmišljajo Cerkljani o selitvi v poslopje nekdanje Ete. Kako poznate te načrte? Zelo dobro, ker to so bile ene prvih nalog, zdaj, v katere sem se vključil. Tudi sem se ob tej priliki dobil na občini z županom. Smo že pogledali načrte, smo že tudi, ker nekaj izkušenj pač imam, vem, da pač, ko delaš nekaj za zdravstvo, so pravila kar ostra. Tako da smo že upozorili na kaj mora biti občina oziroma arhitekti, kaj mora biti pozorni, zato da bomo na koncu dobili uporabno dovoljenje. Je pa tudi to zanesljivo ena od prioritetnih nalog, ker razmere v trenutni zdravstveni postaji so nevzdržne. So nevzdržne tudi sicer, do pacientov, do osebja, ki tam noter dela, in jaz upam, da bo res čim prej prišlo do realizacije. Bodo novi prostori v Cerknem prinesli tudi nove ambulante, nove programe? Ja, zdaj to smo se pogovarjali. Veste, ko urejaš take prostore, seveda se urejajo za 30 let naprej. In zanesljivo je treba v tem oziru gledati vsaj 10 let naprej. Zato tudi jaz bom svetu zavoda, ki ga imamo ta teden, predlagal, da strategija seže 10 let naprej. Da ni to samo za par let, ampak dejansko, da potem da vemo, kaj bi še razvijala. Ko bojo enkrat prostori, seveda bo treba zagotoviti poleg opreme, ki je lažji del, predvsem kader. Tukaj bodo najbrž spet težave. Še nekaj bi vas vprašal, kako je z rentgenom, to je pomembna tehnična naprava. Ja, kar se tiče rentgen je pri nas pravzaprav tehnično in tehnološko odslužena. To je prioritetna investicija v letošnjem letu in pričakujem, da bomo uspeli realizirati do konca poletja. Imamo tudi zdaj v tem trenutku zaradi porodniške rahel problem s kadrom, zato je sama rentgen nekoliko nedostopen, ampak s poletjem se bo tudi to uredil. Koliko pa stane nov rentgen? Ja, zdaj cene so zelo varirajo. Mi bomo se obnašali zelo racionalno. Bomo v ta namen tudi, zdaj smo se že dogovarjamo, bomo povabili ustreznega strokovnjaka tudi iz kliničnega centra, da nam bo svetoval v tem tehnološkem smislu. Veste, gre tudi za varnost pacientov. Da je tako, manjše sevanje kot je, seveda bistveno dražje. Jaz zdaj čist natančno še nismo nobenih poizvedb delali, ampak cena se giblje tam okrog, se bo gibala verjetno okrog 200 do največ 300 tisoč, to si lahko prvošmo. Tako računamo. Zdaj, če bo pa še cenejši, bomo pa veseli. Ampak tlej treba paziti, da ne kupimo kakšne zastarele tehnologije. Ja. Gospod Tomaž Glažar, želim vam uspešno delo na mestu direktorja osrednje zdravstvene ustanove v Idriji. Hvala vam za obisk v našem studiu. Hvala vam, ker ste me povabili. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.